O, ti imaš pa krilo. Ne, ga nimam, ne. V postelji s Sandijem. Živijo, jaz sem Sandi, ti pa spremljaš prvi intervju v zgodovini Slovenije, ki se izvaja v domači postelji, v postelji s Sandijem. In tokrat sem povabil v Pojslo pevko z Goriškega, ki letos praznuje že 30. obletnico kariere, je pa tudi zmagovalka Melodij Morja in sonca 2021 in velika ljubiteljica psov. Ja, kdo je to drug kot Tatjana Mihelj? Tatjana, živijo. Živijo, Sandi. Kako si? Ej, super. Si doma rešila to zadevo, da si šla v Pojslo z mano? Ja. Ni ne bilo bo- problema. ne bo kažina. Nobenega oporekanja, prav. Kdaj si bila na zadnje s tipom v Pojsli, to mi povej. Ko smo bili na turneji z Vrtnico, no takrat pač sem bila s tipom v posli, tako bil polšter umiraš, ne? Ne vidim pravzaprav. Tukaj, ja. Si pripravljena na prvi sem, nisem iz domače Pojsle? Ja, kaj ćemo? Ja, druga ni, ne? Sem. Okej. Greva, Sem. evo. Še nikoli nisem bila z moškim v vezi. Sem. Si? Kako je bilo? Kdaj je bilo to? Veš kaj, to je bilo takrat, ko sem se jaz še zelo iskala, ne? Namreč naša generacija je bilo tako, ne, pač v bistvu biti istospolno usmerjen je bilo nekaj narobe, ni bilo s tabo nekaj okej. In potem nekako želiš ustrezati vzorcem družbe, ne nazadnje tudi staršem, moji starši so starejša generacija, tako da ja, no. Ampak sem vesela pač, da sem človek, ki se ne dam prepričati, bom rekla, množici in duhu množice in da razmišljam svojo glavo in da sledim svojemu srcu, evo tako. Se je mogoče že kak tip vate zaljubil v vseh teh letih? O ja, se je, ja. Pišejo tudi, recimo. Zdaj ne več, drugač pa ja, so, veš da, ampak lej, sorry. Narava dela svoje, Ja, ne? tako. Nikoli nisem oblekla oblekice. Nisem in sem, In sem. tako, a veš, mislim. Oblekico mi je oblekla mama, sem šla v bistvu v vrtec, ko sem hodila v vrtec. Enkrat se spomnim, smo z Borčkom v vrtcu nastopali in mama mi je oblekla oblekico in pridemo na oder in cel nastop sem bila tiho. Ta zadeva se konča, mama vpraša, zakaj pa nisi pela? Zato, ker sem jo oblekla krilo. To je ena zadeva, druga zadeva pa vem, da so me eno jutro oblekli, sem šla v vrtec in potem, ko so oni šli, sem si tisto krilo slekla in sem ga tak skakala do 3 popoldne, dokler me niso prišli iskat. No, vidiš, že takrat, evo, Tatjana, Ja. upornica, Tako. rebelde. Tako. In potem je pa sledil seveda nov izziv, ker ni bilo druge izbire, kakor se obleči v narodno nošo, ne? Ja, to sem hotel Ja, naslednje. ampak ja. takrat, ne, Narodna noša. sem pač za svojo samozavest in pogum si oblekla spodaj ene take dolge gate, na katerih je pisalo Marlboro, tako da če so mi rekli, veš, o, ti imaš pa krilo, ne, ga nimam, ne, in sem dvigala ono krilo in A vedno si imela Ja. te dolgega, Ja. zanimivo, evo, nekaj več. Kaj nosi Tatjana pod krilom? Nikoli nisem izdala pesmi, ki mi kasneje ni bila všeč. Sem, Katera je ta? pač nekako mi je bila napisana in ni mi bila všeč in kaj. Takrat si še mlad, pa za vsako stvar rečeš ja, pa se bojiš, da se boš zameril in Preraseš Osem let. pol tudi. Brez skrbi. Tako. Ja. Nikoli nisem obžalovala nobenega nastopa. sem. Aha. Kdaj je bil tisti nastop, kjer ga leta, ampak recimo na Slovenija ima talent. To je bil nastop, ki sem ga obžalovala. Takrat sem pač ovacije doživela v drami, ljudje so mi vstali, ploskali na nogah, sem dala pa glavo dol in sem imela pač solzne oči, ne. In eden od žirantov je rekel, ja, pač tvoja pesem govori o poletni noči, ti si pa v kravati, namreč bila sem oblečena v kravato in nisem šla naprej, ne. In obžalovala sem pač to, da sem dala glavo dol in da sem pač bila solzna, kar pa zdaj še zdaleč ne bi obžalovala, ker to sem pač jaz. Evo, nikoli nisem skrivala veze pred očmi javnosti. Ne, nikoli. Ne? Ne. Živi in pusti živeti. Pa še nikoli se nisem recimo javno osramotila. No, vem. Je bil kdaj ta občutek? Ne vem, čakaj, tako bom naredila. Dobro. Lej, ne spomnim se, no, sigurno je bila pa kdaj kakšna bruka. Nikoli nisem padla z odra. Nisem. Res ne? Se ti spomniš? Si kje zvedel? Ne. Da sem. Jaz se ne spomnim, lej. O, dobro, v 30 letih. Ne. Torej še nikoli nisem vinjena nastopala. V narodno-zabavnem ansamblu, pa tudi drugače Sem, ja. greš na oder. Lej, saj veš, tako da včasih rabi človek kaj za pogum. Ne? Absolutno. Ja. Evo, in še nikoli nisem odpovedala intervjuja zaradi voditelja.
V kakšnem smislu? Da ti je šel voditelj na živce, pa si rekla, ne grem. Ne. Sem žal zasedena, ne morem. Ne. Čakaj samo malo. Mogoče bo danes drugače. Ja, sem. Čakaj, in to mislim, da ni bilo tako dolgo nazaj. Aha. Ja. Ne bom vprašal, Sem. kater medij, ampak... Sem odpovedala, ja, sem. A res? Ja, ker sem začutila, da v bistvu tisti voditelj je voditelj zato, da meče sebe ven. Aha. In pač nekako mi ni bilo všeč. Ni bilo. Sem začutila, da v bistvu rabi on svoj ego pumpati. In... Okay. Sem pa vesel, da nisi odpovedala današnjega prvega intervjuja v Sloveniji iz domače postelje, zato prejmeš tudi priznanje za uspešno sodelovanje na prvem posteljnem intervjuju v posteli s Sandijem. Evo. To gre v okvir. To gre v okvir, se bi dali že mimo, nemamo šoldo, zastopeš, nemamo šoldo, zdaj tu najcenejše. Evo, zdaj za konci ti dam pa še izziv, da mene kot tipa, kako bi rekel, da me probaš zapeljati. Greva ven, imam Mercedes za zunaj. Da te zapeljem. Ki je? Pejdi. Aha, dobro.